Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Ob visoki obletnici neprekinjenega delovanja Term Snovik je veliko novosti v zadnjem obdobju, tako na področju infrastrukture, kot tudi v ponudbi za goste, tako na zdravstvenem sektorju, kot tudi v rekreaciji, zdravljenju. Res je, v zadnjem času se v Termah Snovik veliko dogaja, imamo res največji razvojni investicijski cikel pred seboj. Trenutno obstoječe imamo seveda zdravilne termalne bazene, čudovito restauracijo Potočka, wellness, knajpove storitve in nastanitve v apartmajskem naselju Hiške na robu gozda. V letu 2019 smo sprejeli razvojno investicijski načrt, kjer smo si zadali našo vizijo, naše cilje, kaj želimo ustvariti, kako želimo nadgraditi našo ponudbo, in to v preteklosti smo že kar nekaj naredili. Nova je večnamenska dvorana Tuhinka, knajpova ploščad, prenova garderob in ekocamp. V lanskem letu, se pravi v letu 2024, pa smo uspeli pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo Knajp Natur hotela, dograditev in razširitev wellnessa, spremembo ceste do apartmajskega naselja in garažno ploščad. Tako da je bilo to res en tak prelomni trenutek. Tudi v mesecu novembru smo postavili temeljni kamen za našo gradnjo hotela. Se pravi, v samem Knajp Natur hotelu bo 72 nastanitvenih enot, 4 zvezdice superior. Vse bodo imele pogled z balkona, imajo vse v leseni konstrukciji, imamo spodaj začnemo z kongresnim centrom, lastnim wellnessom za goste hotela, garažo, restauracijo, a la carte restauracijo in pa še prostore za zabavo. Hkrati pa tudi omogoča to direkten dostop do našega wellness kompleksa. Knajp je ime, ki se pojavlja izrazito z Termami Snovik. Katere programe morda še načrtujete v skladu z to tradicijo zdravljenja na knajpov način? Ja, v Termah Snovik se knajp tako pogosto pojavlja, zato ker nadaljujemo tradicijo kurhausa, vodnega zdravilišča in kopališča v Kamniku. To je celostna življenjska filozofija za zdrav življenjski duh in telo. Trenutno imamo, se pravi, knajpove jedi, imamo knajpov animacijski program, vsak dan knajp dan, gostje lahko se sprehodijo po knajpovih bosonogih poteh, razvajajo se v knajp storitvah in tretmajih za boljše počutje v našem wellness centru ali pa si privoščijo samobivanje. Vsak dan nadgrajujemo to, ker to je tudi en del našega poslanstva, dobro počutje, zdrav duh v zdravem telesu, za nas, ki delamo, ki ustvarjamo to zgodbo, kot tudi za naše goste, za domačine. Tukaj imamo čudovite pogoje, svež zrak, toliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, zdravilno termalno vodo, hkrati pa tudi znanje za sproščanje, za meditacijo v gozdu, tako da in to bomo še nadgradili v Knajp Natur hotelu, povezali s sodobnimi wellness rešitvami in tudi v naši dograditvi ter razširitvi wellness centra. Ivan Hribar, ustanovitelj pravzaprav Term Snovik, je dejal, da mu daje stik z gosti zelo pozitivno energijo. In danes ste na prireditev povabili svoje paciente in tudi ljudi iz okolice, ki živijo s Termami Snovik. Kako načrtno negujete stike z gosti? Mislim, naši gostje in naši domačini so tista srce našega delovanja. Dajo nam absolutno energijo, moč, zagon za naše delovanje sedaj, predvsem pa še za delovanje v prihodnje. Zato načrtujemo dodatne stvari, zato izboljšujemo naše storitve in ponudbo in srečujemo se seveda na dnevni bazi, tako jaz kot celotna moja ekipa. Res nam veliko pomenijo in to je bilo
prišel danes prav načrtno, ja, absolutno, da smo v stiku, da slišimo, zakaj radi prihajajo k nam in da si damo drug drugemu energijo in navdih tudi za prihodnje delovanje. Kot ste že slišali, kako zdravilna in dobra, kakovostna je naša termalna voda, je ta voda skozi leta pomagala neštetim obiskovalcem sprostiti napetosti, okrepiti telo in povrniti energijo. Njeno pravo vrednost pa smo še posebej začutili v koronskem času, ko so nas mnogi z iskreno hvaležnostjo spraševali, kdaj boste odprli, mi potrebujemo vašo vodo. Tokrat smo besedo prepustili vam, našim zvestim gostom. Delite z nami, zakaj se vedno znova vračate, kako vam termalna voda pomaga in kako se pri nas počutite. Vaše zgodbe so naš največji navdih in dokaz, da skupaj ustvarjamo nekaj resnično posebnega. Eden od naših stalnih gostov je gospod Franc Pestotnik, poznan tudi kot podokničar. Kljub veliki želji mu je nenapovedana obveznost danes onemogočila, da se nam pridruži, vseeno pa je pripravil zapis, ki želi, da ga podelim z vami. Terme Snovik, oaza razkošja sredi Tuhinjske doline. Ker imam že bolj sive lase, imam tudi daljši spomin. Ko so začeli v teh krajih razmišljati o tem, da začnejo s projektom Terme Snovik, so se mnogi v Kamniku posmihali. Žal so bili med njimi tudi nekateri gospodarstveniki in politiki. Toda Ivan Hribar, ki je mimogrede tudi moj znanec že iz mladosti, je imel že takrat vizijo in znano thinjsko termo in sodelavci mu je uspelo, da so se Terme Snovik zapisale na svetovni zemljevid termalnih kopališč. Thinjci so bili zmeroma modri in pametni ljudje, ker so uporabljali zdravo kmečko pamet. Med te sodi tudi moj sošolec Srečko Urankar, ki je tudi del te uspešne zgodbe. Sam sem začel hoditi v Terme Snovik pred 14 leti. Imel sem težave s hrbtenico in zdravnica mi je svetovala plavanje. Podal sem se v Snovik in se sedaj enkrat tedensko kopam v našem bazenu. Težave sem odpravil. Poleg tega sem opazil, da se po napornih nastopih na odrih, snemanjih kasneje v tej vodi odlično počutim in tudi hitreje regeneriram. Če povem po domače, se po plavanju počutim odlično ali kot radi rečemo, sem tak, kot bi en dan zrasel. Plaval sem že v mnogih termalnih bazenih, tudi bazen v Snoviku je posebno razkošje. Ko plavaš in ti oko drsi po najbližjih gozdovih in ko se sonce skriva po vrhovih smrek in včasih meglice počivajo v krošnjah. Posebna pohvala gre tudi osebju, ki poskrbi, da se res odlično počutimo. Z veseljem opazujem napredek, ki je viden iz leta v leto. Naš naslednji redni gost je gospod Jože Debeljak. Gospod Jože, ljudje prihajajo v Terme Snovik, pa tudi v druga zdravilišča zaradi različnih težav. Vi pa, kot ste dejali, predvsem zato, da ohranjate zdravje, da poskrbite za dobro počutje. Veliko je bilo dela v mojem življenju in ni bilo časa za te stvari. In odkar mi to dopušča čas, sem redni gost, odkar prihajam v Terme Snovik. Kot prvo, mi zelo dobro naredi voda, kot drugo, v savni se še malo dopolnim in na koncu še dodatno na zelo super masažo, ki me tako sprosti, da pravim, da še avto lepše dela, ko se peljemo tukaj. In vendar nekako vas vse v povezavi z vodo vas nekako najbolj privlači. Vse ima svoj čar, ne? Delno voda, delno vse, kar si za sebe narediš, je zelo pozitivno, ne? Ampak moram pa priznati, da masaža mi pa sploh naredi svoj čar, ker imajo zelo dobro maserko. Zelo pogosto nas obišče tudi gospod Pavel Žvelc.
Mi se srečamo skoraj vsak dan, a drži? Gospod Žvelc, živite nedaleč od Kamnika, prihajate v Tuhinjske Toplice. Zakaj pravzaprav? Lejte, že pred časom sem imel velike težave s hrbtenico in mi je doktor predlagal, da naj plavam čim več v vodi. In zato sem se odločil, da grem v te toplice v Snovik in res moram povedati, da mi nucajo plavati hrbtno skoraj vsak dan, prihajam tu v Snovik in se počutim zelo dobro. In koliko časa? Zdaj že 5. leto in mislim, da bom še nadaljeval, dokler bom moč in kondicija vzdrževala, tako da kar še nekako upajmo, da bomo še hodili dolgo. Poleg tega, da prihajate sem na plavanje, kaj vam pa okolica pomeni? Lejte, jaz sem tudi kolesar, sem vozil tudi Camino, Španijo sem 3-krat prevozil in tudi kolo, tudi tle v okolici Snovika, veliko kolesarem in ta okolica v gozdovih, v domačem okolju, v tem lepem, čudovitem, prelepem našemu Snoviku se res dobro počutim. Zelo bi si želeli slišati tudi zgodbo našega družbenika in domačina, gospoda Sreča Urankarja. Kako je vam ta voda pomagala? Gospod Srečko Urankar, od vsega začetka ste verjeli v zdravilne učinke vode iz virov v Snoviku. In kako se je potem nadaljevala ta zgodba? Te učinke smo začeli, to se pravi 1994 leta. Smo postavili plastičen bazen, to je bil poskusni bazen, da se je ta voda sprobavala, tle je vrtina zad za šotorom, 956 metrov globoka in z tiste vrtine smo začeli ta bazen polniti. To je bilo itak vse na črno, to se je sprobavala voda je bilo treba sprobati, je mogla ven teči, mi smo jo črpali po 6000 litrov na uro ven. Smo mislili, da bo voda prišla na 30-31 stopinj, pa ni bila. Voda je imela skozi 22 stopinj. In tudi je že prej Hribar povedal, pa ni bila ta voda več zanimiva, ki je bila prehladna. Pa smo pa mi začeli, jaz pa Hribar, pa še en predsednik krajevne skupnosti, že žal pokojni, in smo začeli 94. leta, avgusta smo postavili ta pilotni bazen. No, pa smo pa 5 let je pa trajalo, da smo mi zemljo spravili v zazidljivo, to je bila kmetijska zemlja, ki ni ben pustil. Gozdarje so nas na pole rinili, kmetici pa v gost. Dolina je pa že tako ozka, saj nismo mogli. No, pa je pa prišlo to, da so pustili nam narediti, da nam bo tle dolino ne smemo zapreti, da je pregledno. In na ta način smo dobili pa gradbeno dovoljenje, smo pa začeli prvi bazen narediti, tale pokriti bazen. Naprej so se pa začeli apartmaji delati. In zdaj praznujete tukaj v Snoviku že 30-letnico neprekinjenega delovanja. Kako vi gledate na ta razvoj? Ste veseli, kako se je zgodba razvila? Ja, seveda sem vesel. Jaz sem že zdaj to vse izročil sinu, pa snaki, da sta one 2 lastnika, jaz pa žena smo v penziji. Seveda sem vesel. Lansko let smo imeli 30-letnico, 24. leta, 94. smo pa začeli. Seveda je človek vesel, da je ta naša dolina tudi bolj spoznavna. Vse to našo vas ni noben vedel, tla domačine niso vedela, kaj je ta Snovik. Zdaj pa vsi kar hodijo. Sami imate dobre izkušnje z pitjem vode iz virov tukaj na območju Snovika. Poznate pa tudi nekatere ljudi oziroma veliko ljudi, ki prihajajo sem prav zaradi vode.
Ja, seveda. Dol na potok, ki ta voda teče ven, stalno teče, to je vsak lahko natoči, kadar hoče. Sem enkrat prišel jaz dol za sebe po vodo zvečer, je bil dol en Koprčan iz Terenca, 500 litrov je natočil. 500 litrov vode, jaz sem rekel, kaj jo te pa imel toliko? Je rekel, vse nimam sam za sebe, imam za 3 stranke. Ne? Po cele Slovenije hodijo te po tole vodo. Ta voda je zdravilna, dobra za pit, ni postana, lahko snemalci rekel, da jo še za rože rabijo eni, da rože fajn uspevajo, to jaz ne vem, mogoče tudi. Je pa zelo dobro deluje pri ljudeh, ki imajo težave z želodcem med drugim. Tudi to, no, to so pa prek mene, jaz sem to posod povem in me pohvalijo, vsak reče, da je bolj iz želodca. Jaz sem rano 2krat, rano oren. Jaz sem kri bruhal, takrat mi doma bik pobodil, sem bil pol mesec v bolnici in tudi druh, sej zato jo pa nosijo domov, da jo pijo. Moja sestra je v Domžalah, pa nikoli kave ne skuha iz pipe z vodo, zmeri s to vodo termalno kavo kuha. Kamande, jaz ne vem, pa nas imamo dobro pitno vodo, da nima mrene gor, sive, kava. Tam mande, da nima nič. To pa ne vem, to sestra pravi. Radi poveste tudi izkušnjo kovača iz teh krajev. Ja, kovač, tole ga ni več, tam ni več kovačije, tam je hiša privat. Ja, on je to povedal, on, če ne bilo tiste vrtine tam narejene, ne bo bi pol želodca odrezal, bi mogel iti na operacijo, si pa pozdravil. Želodec mu je ostal cel do smrti. In on mi je rekel, fant, če se hočeš pozdraviti, tole vodo pi. Takrat sem pa začel, to da je 40 let nosim domov. Gospa Štefka, radi prihajate v Terme Snovik, zato da poskrbite za svoje zdravje. Ja, z možem prihajava vsak teden tle na kopanje, pa na te vodne aktivnosti, vsak teden, kar je zdajle po covidu, prej pa tudi zelo velikrat, tako da vsa leta, odkar so 23 let, pa še prej, ki je bil tale pilotni bazen, sva hodila sem na kopanje. Dost blizje in kaj češ še boljšega, ni treba drugam hoditi. Nisva od takrat, odkar so odprli tle bazena, pa odkar si tle začel, nisva šla še v nobene toplice. Razen sem, ampak tukaj pa zelo velikrat. Leta prinesejo določene težave našemu telesu. S čim imate vi probleme, pri katerih vam pomaga kopanje v Termah Snovik? Jaz sem imela eno prometno nesrečo, ker sem imela kompliciran zlom noge, leve, no in to je kar nekaj časa trajalo, da se je zazdravilo pa tako in sem hodila že k izviru. Tam je tekla voda, in sem tam držala nogo pod ta izvir, pa malo masirala in je bilo dosti boljše. Je pa ta zlom bil tle v gležnju, tako da se je hitreje pozdravil in boljše se je pozdravil. To imam dosti dobro izkušnjo. Potem pa so se pa tle odprle toplice, to pa je bilo pa za nas nekaj boljšega, tako da smo pa, ker imam še težave, zdaj z leti se začnejo še bolj lahko z gležnji, z koleni, z kolki, so te obrabe in me nuca, da je rekla, zelo korist, tako da imam, posebno me korista tudi telovadba, pa te šobe, plavanje, da se gibljem v vodi. In ker v vodi se lažje, z leti si bolj okoren in lažje telovadiš. Tako, vsak dan je ta telovadba, od 10 do pol 11, to je krasno. No, tudi zdravniki so priporočali in sem povedala, je bil zelo vesel, je rekel, ja, to pa res, ko imaš blizu, to ti bo dal še boljše zdravje.